Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Septembra leta 1983 se je v Dravljah v Ljubljani začelo popotovanje slovenskih lučkarjev. Srečanje prve skupine Vere in luči je vodil pater Jože Mihelčič. Danes v različnih krajih po Sloveniji deluje 36 skupin in tudi skupnost Barka. Slovensko gibanje Vera in luč je del mednarodne organizacije, ki krepi položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, da lahko v družbi igrajo pomembno, enakovredno in aktivno vlogo. Ustvarja okolje, kjer sta njihova posebnost in drugačnost sprejeti kot dar in ne kot breme. Z nami je provincialna koordinatorica in voditeljica slovenskega gibanja Vera in luč, Maruša Prelog. Dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Hvala. Kakšen je bil vaš prvi stik z gibanjem? Kdaj se je začelo vaše potovanje Vere in luči? Ja, torej jaz sem v bistvu prvič se spoznala z Vero in luč leta 2011. Iskali so prijatelje za letovanje poletno v Kančevcih v Prekmurju. Bila sem glih sveže iz srednje šole, šla na faks, imela počitnice, rekla, zakaj pa ne, in sem šla. To je bil en teden, bil je čudovit. Jaz še nisem v življenju kaj takega videla. Ljudje so me prvič videli in so me že čisto posvojili takoj. Je pa tam bila tudi ena gospa, torej lučka, kot jim rečemo, in me je vabila, da naj pridem, zdaj jaz to še tudi na mesečno srečanje, ker se srečujejo skupine enkrat mesečno. In takrat sem jaz rekla, ja, sej bom, ne. In me je klicala, ja, sej bom, in me je klicala še. In me je toliko časa klicala, dokler nisem pa rekla, ok, res pridem. In sem pa potem še na to šla in sem ostala. Kakšna pa je razlika med takrat, ko ste začeli, in zdaj, ko imate kot voditeljica in koordinatorica slovenskega gibanja Vera in luč verjetno še drugačne naloge? Ja, začela sem kot prijateljica, torej to so prostovoljci, mi jim rečemo prijatelji, ker te osebe imajo spremljevalce, imajo pomočnike, imajo ljudi, ki jim pomagajo, rabijo pa prijatelje. Ljudi, ki se bodo z njimi usedli, jih objeli, se pogovorili, nasmejali, torej mi jim rečemo prijatelji za to, Ja, je razlika v toliko, da daješ naloge, sklicuješ tudi sestanke, je majčkeno tudi birokracija ozadaj, ker kot vsaka skupina, ki ima neko vodstvo postavljeno, potem pridejo tudi določene odgovornosti zraven, več je mogoče nekega javnega nastopanja, koordiniranja, pisanja mailov. Ko si prijatelj, narediš, kar ti rečejo, Ko pa si voditelj, pa drugim poveš, kaj naj delajo. V Sloveniji deluje 36 skupin in imate tudi svoje glasilo, Lučka. Ja. In letos, februarja, je minilo že 40 let, odkar je šla prva številka. Ja. To je kar dolga doba, Kakšen je utrip v teh skupinah in skupnostih? Kateri dogodki zaznamujejo skozi leto vaša srečanja? Torej, kot že omenjeno, skupine se običajno dobivajo enkrat mesečno, to so srečanja dolga par ur. Kavica, sproščeni pogovori, sveta maša, veliko je petja, kakšne ustvarjalne delavnice in pa potem agape, kot temu rečemo, zakuska, hrana, zabava. Imamo pa tudi duhovne vaje enkrat letno, pa letovanja, torej letovanje je v bistvu enotedensko duhovno počitnikovanje na 4 oziroma 5 različnih lokacijah. Skupine se velikokrat tudi predstavijo v svojih župnijah, imajo neko sveto mašo skupno, kakšna romanja, enkrat letno je tudi vse slovensko romanje. Ta letovanje organizirate za posamezne skupine ali za vse slovensko? Vse slovensko. 5 letovanj imamo, prijave se odprejo, prijavi se, kdor se prijavi, nas je, kolikor nas je.
Včasih 10-20, včasih pa tudi potem 70-80 ali več. Kako izgleda tako letovanje? Kaj počnete tam, kako poteka dan? Torej, to je duhovno-počitniški teden. Imamo 5 lokacij trenutno, torej Kančevci v Prekmurju, potem pa še Soča, Podzemelj, Pohorje in pa Portorož. Dan običajno poteka tako, da začnemo z zajtrkom, neko katehezo, ki jo pripravi naš duhovni voditelj, delavnice umetniške, vse lučke več ali manj zelo rade ustvarjajo, sveta maša, potem kosilo in obvezni počitek. Obvezni počitek, naše lučke ne zdržijo drugače do večera, pa tudi prijateljem ustreza, da se majčkeno umirimo, odpočijemo. Potem pa imamo kakšno romanje tudi, v Portorožu grejo seveda na plažo, kakšen film si pogledamo, kakšne družabne igre se gremo, zvečer imamo pa različne aktivnosti tudi, oziroma različne tematske večere. Spoznavni večer, gala večer, gremo tudi na sladoled, adoracijo, procesijo z lučkami, delamo čez dan, svečnike pobarvamo, potem pa zvečer pa se sprehodimo z njimi svečkami do cerkve. Luč je ta simbol glavni, od skupine. Tako. Pred kratkim ste imeli srečanje voditeljev oziroma tistih, prijateljev, verjetno tudi Vere in luči v Stični. Ja. Kako pomembna so srečanja za spremljevalce? Ja, brez lučk? To jaz mislim, da ima še eno posebno težo tudi to, da se med sabo spoznamo, podružimo, povežemo. Sem mnenja, da je veliko lažje služiti kot ekipa, in ekipa dobra lahko nastane samo preko poglobitve odnosa. Ta specifičen vikend v Stični je tako namenjen prav temu, poleg tega pa še tudi malo tehnični sestanek, kjer se malo pogovorimo o delovanju skupin, podelimo kakšne informacije potrebne za čez leto. Pa letos smo se tudi pogovarjali glih o tem, kar sva rekli, da imamo problem s prijatelji, problem s tem, da se skupine starajo in potem malo se pomenimo, kako bi to rešili, delimo izkušnje. Kako bi pridobili nove, Tako, ja. Kaj pa povezovanje na mednarodni ravni z kakšnimi drugimi skupinami po svetu? Morda poznate kakšno skupino, ki sodeluje v Sloveniji, recimo, da sodeluje s kakšno iz druge države? Tudi mi nekako delujemo. Ja, smo s hrvaško Vero in lučjo smo se povezovali precej, smo par let nazaj tudi imeli skupaj duhovne vaje. Lani je bilo v Italiji tudi srečanje mladih lučkarjev, letos so nas pa tudi Italijani povabili pa na praznovanje njihove obletnice. Tako da se tudi združujemo z našimi skupinami od drugod. Del Vere in luči je tudi skupnost Barka. Pri nas v Sloveniji imamo 2 hiši, če prav vem. Se tudi z njimi kaj povezujete ali je to bolj posebej? Načeloma je bilo bolj posebej, smo se pa tudi začeli o tem pogovarjati, da bi lahko se malo bolj združili tudi oziroma podružili, spoznali. Ker Jean Vanier je tako začel na ta način, da je začel živeti z nekaterimi odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju in na ta način je pravzaprav se stvar začela. Simboli imajo zelo pomembno vlogo v našem življenju, tako slike in besede, kot tudi obredi, prazniki. In luč je zelo močan simbol. Kmalu se bo začel advent, takrat prižigamo lučke eno za drugo, pa 13. decembra goduje sveta Lucija, ki je zavetnica slepih in slabovidnih, in že po starem julijanskem koledarju je bila ta noč najdaljša noč v letu. Ni pa naključje, da je svečnica, praznik luči, izbran za lučkarski praznik. Pravzaprav je februar lučkarski mesec. Saj takrat praznujemo tudi god Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov.
In v Lurdu se je pred več kot 50 leti pravzaprav vse skupaj začelo. Drži, ja. Kako je nastalo gibanje Vera in luč? Torej, Jean Vanier in Marie-Hélène Mathieu sta organizirala veliko romanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju v Lourdes. Včasih, ko ni bilo še poznano oziroma take osebe niso bile zares sprejete, sta si rekla, da nekdo pa jih more peljati. Sta si želela tega, da nekje pa bi bili sprejeti, da nekdo pa bi šel z njimi in je bilo zelo uspešno, tudi to romanje. In se je potem nekako iz tega začelo, da se pa bojo zdaj pa oni dobivali tudi, in se je razširilo po vsem svetu to. Po vsem svetu, res, ja. Tako. Še en tak močan simbol je barka. To je hkrati tudi emblem gibanja, Na njej je, če se ne motim, 12 oseb. 12 je število, ki predstavlja neko celoto, popolnost, 12 je bilo tudi apostolov. In včasih imamo morda občutek, kot da smo na barki, ki je zdaj morje, zdaj veter, zdaj pa mi sami krmarimo skozi življenje. In zelo pomembno je, da imamo dobro delujoč notranji kompas, pa okrog sebe ljudi, ki jim zaupamo in se z njimi počutimo varno. In to je verjetno tudi zelo pomembno za lučkarje, da imajo okrog sebe ljudi, s katerimi se počutijo varno. Kakšno je poslanstvo gibanja Vera in luč? Ja, torej naša osnovna vrednota je sprejetost. Želimo si, da bi se vsak človek, ne glede na to, kakšen je, ima motnjo, nima motnje, je bolan, ni bolan, da bi se počutil sprejet, dobrodošel, viden, slišan. In tudi delamo na tem, da res sprejmemo vsakogar, ne glede na ozadje. Ne vidimo neke prtljage, ne vidimo omejitev, ne vidimo primanjkljajev, vidimo človeka pred nami. Sprejmemo človeka pred nami in tudi radi rečemo, da to niso osebe s posebnimi potrebami, ampak so osebe s posebnimi darovi. Njihove posebnosti pa drugačnosti so darovi, Tako. Družba in čas se nenehno spreminjata in zdi se, kot da vedno hitreje. Ali to opazite tudi pri vas v gibanju? S kakšnimi izzivi se soočate in kako jih rešujete? Ja, trenutno je naš največji problem v tem, da težko privabimo ljudi. Bi rekla, da je verjetno čas korone majčkeno pripomogel k temu, da so se nekako ne izgubile vezi, ampak ljudje smo se navadili, da marsikaj se da od doma, luštenje, ko ni treba nikamor iti, težko se je spraviti kamorkoli, in to tudi opažamo, da imamo težavo s tem, da nimamo dovolj prijateljev, torej prostovoljcev, pa tudi te osebe se starajo, novih pa tudi ni, ugotavljamo, da verjetno je nek problem tudi v tem, da se mogoče mlajše družine ne bi počutile sprejete v neki družbi starejših ljudi. Poskušamo pa delati na tem res, da oznanjamo, da vabimo, osebni stik ugotavljamo, da je najboljši, in da na tak res topu pristop nekako pridemo, povemo človeku, da bo dobrodošel, da je dobrodošel, da ne pridejo pogledati. Ja. Ni to namenjeno samo tistim, ki imajo doma v družini otroka ali pa kakšnega drugega člana, posebnega, ampak kdorkoli čuti. Kdorkoli je dobrodošel. Ja. Ima gibanje Vera in luč tudi kakšno svojo spletno stran, oziroma kako naj do vas pridejo tisti, ki bi želeli stopiti v stik z vami, ki imajo morda v družini otroka ali pa kakšnega drugega člana, in bi želeli se pridružiti gibanju Vera in luč? Ja, imamo spletno stran, kjer je tudi mail naveden, tudi kontakt. Smo pa tudi delili letake po župnijah, tako da tudi prek župnij bi se dalo, duhovnikov ali pa osebni kontakt. Če kdo koga pozna. Tako. Morda za konec ena misel, morda sporočilo, želja,
Kaj je tisto, na kar pomislite, kadar je treba poiskati sled, nekako usmeriti korak naprej? Ustaviti se, zadihati, svoj kompas nastaviti na Boga v prvi vrsti. Videti ljudi, ki te sprejemajo, ne se ukvarjati s tistimi, ki te ne. Maruša Prelog, hvala, ker ste bili gostja v Sledeh večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Sledi večnosti.